Da imamo res v zadnjem tednu, 10 dneh, nekaj več bolnikov kot sicer. Gre v glavnem za starostnike, ki imajo več kroničnih bolezni, ki se jim poslabšajo. Seveda je zelo težko izluščiti, zakaj se je stanje poslabšalo. Ko pa izključimo vse tiste običajne vzroke in ne najdemo nekega novega, potem seveda razmišljamo predvsem, da gre za izčrpanost tudi zaradi tega vročinskega vala. Kolega ima, mislim, da imate vi tudi nekaj malega več teh izčrpanih ljudi, a ne? Ja, pozdravljeni. Ja, tudi v naši enoti, se pravi splošni nujni medicinski pomoči Zdravstvenega doma Ljubljana, opažamo nekoliko povečan priliv bolnikov. Tako kot je že dr. Možina povedal, predvsem gre to za starejše ljudi, ki so kronični bolniki in se jim je stanje poslabšalo, verjetno delno tudi na račun te vročinske obremenitve, kateri smo zdaj prisotni. Imamo pa tudi posamezne mlajše ljudi, ki pa prav tako pridejo zaradi izčrpanosti ali zaradi neke športne aktivnosti na nekem vročem prostoru, ali pa tudi zaradi kakšne prebavne simptomatike, ki je pa v zadnjem času tudi v porastu. To najverjetneje tudi na račun vročine in pa nekoliko slabšega higienskega standarda. Takrat se hrana tudi hitreje pokvari, mogoče si roke malo manj ljudi umivajo in se lahko zgodi, da se pač neka okužba lažje prenaša znotraj nekega kolektiva, znotraj družine. Taki ljudje pridejo, bruhajo, boli jih trebuh, odvajajo tekoče blato in so seveda v povečanem tveganju, da pride do dehidracije tudi v takem primeru. Mogoče bi omenil, katere skupine so najbolj ogrožene, da vas spomnim. To so najmlajši in seveda najstarejši. Zakaj? Ker zelo slabo vzdržujejo svojo notranjo temperaturo. Najmlajši zaradi tega, ker ti sistemi še niso dobro razviti in pa zato, ker imajo majčkeno prostornino in veliko površino, torej se lahko zelo hitro segrejo in zelo hitro ohladijo pozimi, ne. In zato je treba nanje še posebej paziti. Paziti je treba tudi na naše starostnike, pomagajmo jim, pomagajmo svojim sosedom, pomagajmo svojim sorodnikom. Ogroženi so seveda tudi tisti, ki se ne morejo umakniti iz takega okolja, bodisi zato, ker so nepokretni, slabo pokretni, ali pa ne znajo presojati, a ne. Takih bolnikov je kar veliko in tudi nanje je treba posebej paziti. Seveda, če so že v ustanovah, tam pazijo nanje, vsekakor pa bojo veseli tudi kakšne naše pomoči, če jo lahko nudimo. Potem so pa tukaj seveda naši starejši bolniki s številnimi zdravili in tukaj je treba opozoriti oziroma spomniti na tiste, ki jemljejo zdravila proti visokemu krvnemu tlaku in tiste, ki jemljejo zdravila za odvajanje vode. Ti bolniki se morajo redno tehtati in redno meriti krvni tlak. Če bodo opazili, da jim pada telesna teža, to pomeni, da so izločili že preveč tekočine, da so se dehidrirali, torej morajo ukiniti zdravila za odvajanje tekočine in o tem obvestiti svojega zdravnika. Podobno je s tistimi, ki si izmerijo nizek krvni tlak, tudi ti morajo začasno prekiniti ali zmanjšati odmerek za zdravljenje visokega krvnega tlaka in seveda tudi opozoriti svojega zdravnika. To sta dve skupini, ki sta največkrat čutita največ težav v tem obdobju. Imaš še ti kaj takega? Ne, mislim, da ste kar vse povedali. Tudi kar se tiče te prilagoditve terapije, res obrnite se na svojega izbranega zdravnika. Marsikdaj se zgodi, da ljudje seveda, ki ne vejo, kam se obrniti, kličejo tudi na številko 112. Tam običajno dobijo sicer potem urgentnega zdravnika, ampak mi teh ljudi ne poznamo zelo dobro. Lahko samo bolj kot neka splošna navodila damo, kako se lahko prilagodi odmerek, kako naj mogoče jemljejo terapijo vnaprej. Ne poznamo pa nekega posameznika, ne poznamo, okolja, v katerem živi vse ostale terapije, tako da klic na številko 112, kar se tiče prilagoditve terapije, ne bo res nek tak izhod v sili, tako da izbrani oziroma tudi nadomestni zdravnik v zdravstvenem domu je pa bolj pravilen naslov. Tako.
za ostale manj ogrožene populacije. Ne. Zdaj, včasih smo imeli kar veliko dehidriranih in pregretih delavcev z področja gradnje, naprimer ceste, železnice, gradbena dela. Zdaj je tega veliko manj oziroma skoraj ne. Očitno zakonodaja in inšpekcije na tem področju dobro delajo, delavci se znajo že bolje zaščititi, hidrirati in tako naprej. Tako da te skupine na srečo očitno v tem trenutku niso tako ogrožene, kot so bile nekoč. Potem imamo športnike, ki izvajajo svoje športne aktivnosti v tem vročem, vlažnem okolju, zdaj je soparno, kar je še slabše. Tudi ti so se v zadnjih 10 letih izjemno izobrazili na tem področju. Tako da pravzaprav imamo takih bolnikov zelo malo, mogoče ob kakšni večji športni prireditvi še najdemo kjerga, ampak večinoma tisti, ki se redno ukvarjajo s tako aktivnostjo, tudi zelo dobro poznajo svoje telo in kako ravnati v teh primerih. Seveda najbolj pametno je pa, da pač ne izvajamo telesnih aktivnosti v tem vročem okolju. Ja. Če traja vročina 2 dni, je okolje samo že manj segreto. Tudi po noči se še vedno nekoliko shladi in ne pride do neke akumulacije toplote v okolju. Če pa traja to več dni, se pa okolje segre in tudi po noči dejansko ne pride do tega, da bi se okolica shladila. Tudi ljudje nekaj časa rabimo, da se prilagodimo na višjo temperaturo okolja. Zdaj, če to traja 2 dni, neke prilagoditve dejansko v tem času še ni, ampak nam hitro odleže. Če pa to traja 10-14 dni, pa pride do enega takega kumulativnega učinka te toplotne obremenitve in to je pa sploh za starejše ljudi in pa tudi seveda za otroke, kot je že dr. Možina povedal, pač velik napor. Tako da, če mogoče dodam še k temu, kar je že dr. Možina povedal, tista taka splošna priporočila, prezračevanje oziroma hlajenje prostorov zgodaj zjutraj, če se da tudi preko noči, uživanje zadosti tekočin, mogoče ob nekem izdatnem potenju, čist samo navadna voda ni zadosti oziroma je še lahko neustrezno, tako da mogoče kakšna tekočina, ki je izotonična, se pravi vsebuje tudi nekaj elektrolitov. Ljudje naj se izogibajo uživanju prevelikih količin oziroma sploh uživanju alkohola, kave, tudi pravih čajev, namreč vse te 3 našteta snovi povečajo izločanje tekočine in nekako dodatno prispevajo k sami dehidraciji. Ja, ravno prej je bil en dober primer, so naše sestre povedale, da so videli eno starejšo gospo z 2 vrečkama pred trgovino. Tako da, če je izvedljivo, seveda, naj to pomagajo svojci, če pa že morajo iti ti ljudje sami v trgovino, pa res ne grejo kar se da zgodaj zjutraj, takoj ko se trgovina odprejo, zato da preden se okolje ponovno segreje, da so že doma na hladnem, pa da nekoliko lažje prenesejo vse skupaj. Prej sem že omenil, zmanjševanje telesne teže, padec krvnega tlaka, no vsekakor tudi splošna oslabelost, slabo počutje, to že kaže, da nekaj ni v redu z nami. Če pa postanemo še vrtoglavi pri vstajanju, če imamo hitrejši utrip, šibek utrip, to pa je že znak, da smo tam blizu dehidracije, moramo poskrbeti, da počivamo, da smo v hladnem okolju, da pijemo več tekočine, po možnosti tudi z elektroliti, in pa seveda, da opozorimo svoje bližnje, da nam bojo lahko pomagali, če bo potrebno, obvestimo lahko tudi svojega zdravnika, če se nam zdi, da je stanje že preveč slabo. Preveliko uživanje vode lahko povzroči, če najbolj po domače povem, nekakšno razredčenje. Namreč, ko se potimo, ne izločamo samo vode, ampak izločamo tudi druge pomembne elektrolite, ki so pomembni za delovanje našega organizma. In z nadomeščanjem vode nadomeščamo samo vodo.
deficit teh elektrolitov pa vztraja in bom rekel, v najbolj skrajnih primerih lahko pride tudi do mišičnih krčev, bom rekel, v najbolj tragičnih primerih lahko tudi do možganskega edema in pa smrti. Tako da neke ogromne količine vode, 4-5 litrov, ker ljudje mislijo, da jih bo to ohladilo in rehidriralo. Ja, rehidriralo jih bo, ampak takšni volumni dejansko lahko naredijo več škode kot koristi. Jaz, kot sem prej povedal, včasih težko ločimo, ali je vzrok poslabšanja prav ta vročina, izčrpanost zaradi vročine, ali pa nek od drugih običajnejših razlogov. Tako da lahko rečem, da jih je sigurno nekaj procentov več, maksimalno 10% več zaradi tega. Ni pa to zdaj kakšen velik naval. Pred nekaj leti smo delali eno raziskavo skupaj z NIJZ in zajeli vse te vročinske valove in smo ugotavljali, da pravzaprav je prihodov v bolnišnico zaradi vročinskih valov manj kot pred recimo 10 leti. Prav zaradi tega, ker so ljudje bolj osveščeni, bolj pazijo, tudi hlajenje je zdaj marsikje v marsikaterem domu starejših občanov in tako naprej, kjer prej tega ni bilo. Tako da je seveda se to pozna, ta osveščenost, znanje vsekakor pomaga.